Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na pogovornem večeru z zasebnim studijem Zahodu socialnih omrežij, ki ga organizirata Primorsko svetovalno središče Koper in študentska organizacija Univerze na Primorskem. Torej, zakaj odijem Zahodu? Breme zaščite pravice do zasebnosti v vse večji meri nosimo posamezniki sami. Vendar, ali se sploh predstavljamo, kaj vse se lahko nas izve na podlagi uporabe socialnih omrežij, ter na podlagi uporabe drugih tehnologij, kot so denimo splet in mobilne aplikacije. Ali vse te podatke res želimo deliti z vsemi, ki do njih dostopajo? In ali smo seznanjeni s posledicami uporabe določenih vrst storitev? Na ta in druga podobna vprašanja bomo iskali odgovore na današnjem pogovornem večeru. Z nami so od leve proti desni magister Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, docent dr. Blaž Lenarčič, znanstveni sodelavec na Inštitutu za družboslovne študije, znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem, dr. Andrej Košir, vodja laboratorija za uporabnikov prilagojene komunikacije in ambijentno inteligenco na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ter gospod Marko Pušner, strokovni delavec točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Pozdravljeni. Magister Tomšič, v kolikšni meri pravo varuje posameznikove osebne podatke in kakšne so lahko škodljive posledice naših objav na socialnih omrežjih? Ja, dober večer, lep pozdrav še v mojem imenu. Skratka, objave na spletnih omrežjih seveda imajo lahko koristne, lahko imajo negativne posledice. Vprašanje, koliko se jih ljudi pravzaprav zavedamo. Mogoče pri zasebnosti se velja vprašati, kaj sploh je zasebnost. Pogosto jo omenjamo, pogosto slišimo izraze, kot so poseg v zasebnost, poseg v osebne podatke. Pa kaj to sploh je pravzaprav? Včasih je mogoče najlažje to razložiti kot moč odločanja. Torej, moč odločanja, da se jaz sam odločam, kaj o sebi bom delil z drugimi. Ne gre to za moje podatke, informacije, ne gre mogoče za moj prostor, za mojo intimo. Skratka, zasebnost je treba razumeti kot moč odločanja. In zdaj, če se jaz prostovoljno odločim, da bom neke svoje podatke o sebi objavil, potem pravzaprav težko govorimo o posegu v zasebnost. Tako ravnanje mogoče nespametno, mogoče je na dolgi rok nam prinese kakšne težave pri zaposlitvi, pri nekem kariernem razvoju. Ne moramo pa reči, da gre za poseg v mojo zasebnost. O posegu v zasebnost lahko govorimo takrat, ko nam nekdo to moč odvzame, ko nas recimo nam predstavi neke pogoje, pa se vmes ti pogoji spremenijo. In v bistvu ne vemo, kaj se bo z našimi podatki dogajajo. Samo zasebnost, rekli ste pravno varstvo, imamo seveda zelo različne nivoje, odvisno, kje gledamo. Če govorimo recimo o Ameriki, se moramo zdaj, da tam so osebni podatki, torej ta del informacijske zasebnosti, kot rečemo, so praktično tržno blago. Tam te podatke kdorkoli lahko kupi, jih prodaja in tako naprej. Vas recimo zanimajo nosečnice v Šiški, tako bazo tam lahko kupite in začnete pošiljati reklame. Kaj takega v Evropi ni možno, ker imamo nekoliko drugačno sistemsko varstvo. Imamo konvencije o človekovih pravicah, imamo ustave, imamo zakone, ki varujejo našo zasebnost. In seveda imamo tudi nadzorne organe, ki nadzirajo, kako tisti, ki zbirajo naše podatke, s temi podatki ravnajo. Velik problem v dobi interneta in globalizacije pa je seveda, kako lahko ti nadzorni organi zrasti v Evropi nadzorujejo nekoga, ki je pravzaprav na teritoriju neke čist druge države. Zlasti velike ameriške ponudnike, kot so Google, Microsoft, Facebook in podobno, ki so seveda eni največjih zbiralcev naših podatkov. Tako da na nek način imamo pravno varstvo naše zasebnosti, v sodobni družbi je pa v bistvu zelo vprašljivo, ali imajo ti organi dejansko moč, da to pravno varstvo tudi udeljavijo. In to, kar se zdaj trenutno dogaja v EU, je reforma zakonodajnega okvira, pripravlja se nova uredba, ki bo nadomestila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov. In ene od sprememb, ki jih ta uredba prinaša, so tudi v bistvu več nadzora nad tujimi ponudniki, višje globe tudi za podjetja, kot so Google, Microsoft in podobno. Dr. Lenarčič, kljub nekim obstoječim tveganjem je uporabnikov socialnih omrežij vedno več. Po podatkih iz raziskave Združenih držav Amerike
je v letu 2014 74% uporabnikov spleta bilo hkrati tudi uporabnikov socialnih omrežij. In za primerjavo, v letu 2009 bilo takih uporabnikov zgolj 50%. Moje vprašanje je, torej, čemu tak porast števila uporabnikov socialnih omrežij, torej, kaj nas žene k vedno večji uporabi takih omrežij in vedno večjim objavam? Ja, dober večer tudi z moje strani in hvala za povabilo na nocojšnji dogodek. Zdaj, kaj nas žene? Jaz bi rekel tako, da najprej to je nekaj, kar zdaj vsi uporabljajo. Ne? Tako kot če hočeš sodelovati v današnji družbi, moraš imeti GSM telefon, moraš imeti e-mail in tako naprej. Tako da čim se vsi tvoji prijatelji preselijo, bom rekel, na eno izmed teh aplikacij, potem avtomatsko slediš. Ne? Bolj, kar je mogoče zanimivo z tega vidika, je objavljanje. Ne? Tako kot tvoji prijatelji recimo objavljajo določene fotografije, podatke in tako naprej, potem te to na nek način prisili oziroma povleče tudi druge uporabnike oziroma njihove prijatelje, da to počnejo. Ne? Zdaj, nasplošno, ne vem, še o tem porastu, če se da kaj povedati, v glavnem gre za neke trende, ne? Ker tudi recimo Facebook ni več toliko popularen, kot je bil še 6 let nazaj recimo. Ne? Ni več toliko zanimiv, predvsem za najstnike, ker so tudi njihovi starši gor, ne? Potem se odselijo drugam, da se znebijo, bom rekel, tega nadzora. Ne? Mogoče bi samo še to dopolnil prej Andreja, ko je govoril o spremembah teh poslovanj in o zakonodaji Slovenija ZDA. Zanimiv primer je bil pred leti avstrijskega študenta Maxa Schremsa, ki je študiral v ZDA in je se spoznal s tem njihovim razumevanjem zasebnosti, če tako rečem, in potem je zaprosil Facebook, da mu posredujejo podatke, ki jih zbirajo o njemu, ne, kot uporabniku, ker to ima vsak izmed uporabnikov možnost, da to naredi. In ko je prišel do teh podatkov, mislim, da je bilo nekaj čez 1200 strani na CD-ju, ki si ga potem natisnil, in med temi podatki, kar je njega najbolj spodlo v oči, je bilo to, da so bili hranjeni podatki, ki jih je že recimo zbrisal. Ne? Ampak so še zmeraj ostali gor. In potem je sprožil eno inicijativo, ki je še zdaj aktualna, Europe versus Facebook, katere se lahko tudi drugi uporabniki pridružijo in na nek način skušajo doseči, da bo podjetje, ki ima sedež v ZDA oziroma ima eno izpostavo na Irskem, da se izognejo davčni zakonodaji, v tem smislu pade pod jurisdikcijo Evropske unije. Ne? Se borijo da bi se vzpostavilo to razumevanje zasebnosti oziroma zakonodaja, ki velja na našem teritoriju. Toliko za enkrat. Ja, gospod Pušner, pri projektu Center za varnejši internet CIRPICA.si delujete na osveščanju ene izmed najranljivejših populacij, to so otroci. Ali se vam zdi, da so otroci oziroma mladostniki pri porabi socialnih omrežij dovolj zaščiteni? S kakšnimi težavami se najpogosteje srečujejo? Dober večer tudi v mojem imenu in hvala za povabilo. Zdaj, če začnem, ali so mladi dovolj zaščiteni? Odgovor je preprosto ne. Zato, ker naših mladih nihče ni naučil uporabljati internet. Pa tukaj ne mislim ta tehnični vidik, ne, vzameš računalnik, telefon, se preklopiš na internet. Govorimo o vsebinskem vidiku. Namreč, mladi imajo neko veliko željo se v svoji družbi, ne, med svojimi vrstniki izpostavljati. Tak izraz imajo, ne, rečejo, bi rad bil car, ne, glaven v tej skupini. In to so najdeli, en kanal so najdeli ravno na družbenih omrežjih, recimo na Facebooku, na Instagramu. Trenutno je zelo popularen Snapchat, ne, kar je mečkom bolj zakrita. Ne. In vsa ta omrežja so naredila nekaj zelo zanimivega. Ne. Oni rečejo, strinjati se moraš s splošnimi pogoji. In to je zaščita, ne, vseh uporabnikov, ne samo otrok. Ne. Mi pa ne smemo pozabiti nekaj. Na Facebooku, na Snapchatu, na prej, ko je bil popularen na Ask.fm-u in na drugih omrežjih, grejo otroci, ki so mlajši od 13 let. In se zlažejo glede starosti, seveda. Ne. Sej načeloma, če ta omrežja ugotovijo, da je otrok mlajši od 13 let, mu profili izbrišajo v velik primerih. Ne. Samo ne ugotovijo.
Ne? In potem imamo na drugi strani pa starše, ki bi nekako morali otroke, mladostnike učiti uporabo interneta, tako kot so nas učili življenja, te komunikacije med sabo, ne, z soljudmi in tako naprej. Problem pa je, ker starši tega ne znajo, ker so še bolj izgubljeni v tem svetu kot recimo mladi. Ne? In to je eden izmed glavnih problemov. Zdaj, kaj pa tisto, kar počnejo, kar jim povzroča največje probleme? Je zelo enostavno. Ne? Prva stvar, ne razumejo, da je internet javni prostor. To pomeni, da če ti nekaj objaviš na internetu, pa čeprav gre za neko zaseben profil na državnem omrežju, gre dejansko za javno objavo. Vse, če tisti trenutek ni, si lahko nekdo tisto objavo skopira na svoj računalnik in jo potem kjerkoli objavi. To je ena zadeva. In druga zadeva, ki jo pozabljajo, je spet povezan s tem. Ne? Če jaz nekaj napišem na, ne vem, recimo na Facebook, ne, bo to nekdo komentiral. Bom imel svoje mnenje o tem, ki ni nujno, da se bo strinjal z mano v tem mnenju. Ne? In potem, kar naenkrat pridemo do nekih debat, ne, ki jih verjetno poznate tudi z drugih spletnih strani in tako naprej, kjer mladi začnejo med seboj obračunavati. Na nek tak način, kot smo recimo mogoče mi, ki smo v 80-ih hodili v šolo, to počeli na hodniku. Ne? Ampak kaj je bilo, ko smo bili mi na hodniku, so nas zelo hitro učitelji videli, nekdo drug od odraslih pa ne se dal na razen, recimo, če je prišlo do pretepa. Ne? Na internetu ostane pa to skrito. In ne samo, da ostane skrito, zapisi, žaljivi zapisi, ki jih je povsod polno, ostanejo lahko leta in leta. Ne? In vsakič, ko nekdo gre pogledati ta žaljiv zapis, zaboli, na novo zaboli. In mladi imajo veliko problemov s tem. Ne? Pol je pa še tretja stvar, ki jim povzroča velike probleme, kaj objavljati. Recimo to pa konkretno govorimo o videoposnetkih in o fotografijah. Ne? Tu imamo pa, moram reči, da v zadnjem letu smo mi zaznali velik porast težav zaradi objavljanja neprimernih fotografij. Tukaj mislim predvsem razgaljene in gole fotografije. In moram reči, da lansko leto jeseni smo zaznali, da je v Ljubljanski kotlini postala moda, da dekleta v 7. razredu osnovne šole pošljajo svojo golo fotografijo fantu narkovajih, s katerim so zaljubljene 3 dni. In mu pošljajo tako fotografijo in potem fanti te fotografije imajo. In kaj zdaj z njimi počnejo? Ne? Ja, kakšen jo zbriše, kakšen sem imel primer, ko mi je enkrat razlagal, kako je to punco šul povedati, da se to ne dela, ne? Ampak večkrat imamo pa primer, da s to fotografijo potem izsiljujejo oziroma si jo med sebojno pošiljajo, češ, lej, kakšna je pa ta punca, ne, koliko je, ne vem, pokvarjena ali lej, koliko je trapasta, da se slika v take slike okoli pošilja. In tega je veliko. Dr. Košir, torej najpogostejša asociacija na zasebnost in socialna mrežja so neke posledice, ki so sad naših samostojnih objav. Ampak odvira se tudi ogromno drugih podatkov, kar se potem konec konca odraža tudi v obstoju socialno-inteligentnih storitev. Kaj se take storitve omogočajo, ter kaj to po vašem mnenju pomeni za zasebnost uporabnikov? Dobar večer še z moje strani. Najprej samo par besed o tem, kaj počnemo, ker bo tako lažje razumeti moje mnenje. Nekako profesionalno se ukvarjamo samo z informacijsko tehnologijo in socialno-inteligentnimi aplikacijami. Kar se pa tiče etike, tehnologije in tako dalje, pa jaz spremljam samo iz lastnega interesa, popolnoma amatersko, se pravi, fajn, da to v mojih mnenjih ločite. Mogoče najprej ena beseda, kaj so socialno-inteligentne aplikacije. To so aplikacije, ki imajo osnovno socialno inteligenco. Se pravi, da berejo naša čustva v realnem času, imajo svojo osebnost, imajo svoje čustva in poskušamo razviti načine, da bi v realnem času komunicirali z nami. Zakaj bi to kdo želel imeti? Ob tem, da seveda potem tudi dodal, da so velike možnosti za zlorabo. Zakaj želimo imeti take aplikacije? Že Evropa in tudi že prej Amerika je zaznala, da nove tehnologije niso pripeljale informacij in socialne vključenosti vsem. V velikih primerih je pripeljalo to še v drugo smer. Se pravi, vedno več ljudi je izključenih, starejših, tehnično neizobraženih in tako naprej. Imamo precej dokumentov, ki govorijo o tako imenovanem digital divide-u. In ena od možnosti je, da bi uporabniški vmesnik z aplikacijam praktično izničil. Se pravi, zdaj, če hoče 70-letnik uporabljati zemljevid od Google,
je to še kar zapleteno. Ne? Se moraš prologirati in potem, ko to v 2 dneh najde, je naslednji dan na drugi strani in tako dalje. Ne? Vsem je veliko težav. Mi pa to želimo narediti tako, da bo pristopil tej napravi, bo rekel, rad bi šel v Tivoli ali pa vas ne vem, kako se reče v trgu in ta zadeva bo rekla, imaš vrečke za nositi? Nimam. Čez 10 minut gre 18, kaj boš tam do 11. V redu. To je vse, kar ga zanima. Ne? Vse ostalo je balast. Se pravi, to, če pa hočemo to narediti, pa pridemo takoj do vprašanja, kaj zbiramo. Ne? Če pogledate, vse te tehnologije imajo geslo, kontekst je vse. Kdaj lahko taka naprava deluje? Takrat, kadar se zaveda njegovih preteklih aktivnosti, kam po navadi gre, kaj mu je všeč in tako dalje, se pravi, zbiramo, kje hodi, lokacijske informacije, s kom se srečuje in tako dalje. Naslednja stvar, eden od pomembnih kontekstov je, kako se danes počuti. A mu je do tega, da bo hodil malo peš čez Tivoli ali ne? In to se da z različnimi postopki ocenjevati in narediti. Se pravi, kontekst, to je, da se naprave same zavedajo, brez da jim mi govorimo, kaj želimo in tako dalje, je nujno zato, da taka stvar dobro deluje. Na drugi strani pa veste, da se te podatki, ko se zbirajo, vse, kot ste že slišali, ne brišajo več. V omrežju, v oblaku brisanja podatkov ni. Za 80 € dobiš 1 teradisk, verjetno v 10 trgovinah v Kopru, torej potrebe za brisanje ni več in se iz tega razloga ne briše in se briše samo, kar se na nek način prisili. In naslednja zadeva, kar se tiče tehnologije, če poslušate kakšno predavanje od teh tako imenovanih gurujev velikih podatkovnih podjetij, je vedno na prvih 2-3 prosojnicah piše Users data is the oil of the future. Se pravi, to je še edina točka, iz katere se pričakuje resne dohodke. Ne več iz same ponudbe storitve, še manj iz samega prenosa podatkov. Se pravi, je ogromno interesa, da se zbira čim več, da se hrani čim dlje. Enostavno in nekako v kombinaciji s tem, na kar ste tudi že slišali, vsaj pri mladih je neverjetna toleranca pri tem, da dajo od sebe podatke. To je po moje povezano tudi s tem, to je mogoče reči kasneje, da je ta tehnologija etično zelo, zelo neneutralna, ker se uporabniki ne zavedajo več, kaj ta podjetja s tem znajo. Hvala. Hvala. Dr. Lenarčič, torej do današnjega dne se je zvrstilo kar nekaj primerov nekih socioloških raziskav, recimo na svetovnem omrežju Facebook. V lanskem letu smo bili priča raziskavi glede vpliva objav na čustvo uporabnikov, kjer se je kar poenostavljeno povedano izkazalo, da v primeru, ko posameznik vidi več nekih negativnih objav, še sam začne s takimi negativnimi objavami, torej ga prevzamejo neka negativna čustva. Kakšna se vam zdi vrednost socialnih omrežij kot nekega laboratorija za raziskave in ali to po vašem mnenju posega v uporabnikovo zasebnost? No, če dovolite, bi mogoče samo še dodal nekaj k temu, kako mladi skrbijo za svojo zasebnost na Facebooku, recimo. Jaz bi mogoče tukaj izpostavil še starše. In sicer, zdaj tudi jaz v obdobju, ko imam še majhne otroke in se gibljam v teh mrežah, tudi prijatelje na Facebooku imam nekatere mlade starše. In kar me tako po eni strani skrbi, po drugi malo spravljajo nejevoljo, je, da objavljajo slike svojih otrok. To so majhni otroci, govorimo o 5-6 letnikih maksimalno in navzdolj. Starši bi po definiciji morali skrbeti za otroke, ne za njihovo pač tudi zasebnost med drugim. Ne? In tega se v teh primerih vsekakor ne poslužuje oziroma ne počnejo tega. Vsi smo ponosni na svoje otroke, tudi jaz sem na svoje, ampak nikoli nisem še objavil nobene slike na internetu in tudi ne mislim. In pač mogoče bi bilo treba tudi v tej smeri kaj narediti. Ne? Da ne govorimo o temu, da nekateri celo objavijo, veselo novico, da pričakujejo otroka na ta način, da dajo sliko ultrazvoka na svoj profil. Ne? Tudi to se dogaja, tako da mogoče bi tudi v tej smeri bilo kaj za narediti.
Zdaj, kar se pa tiče raziskovanja oziroma tega, da je recimo Facebook tak socialni laboratorij, to se vsekakor strinjam. Ne. Tudi Facebook ima svojega uradnega sociologa, ki skrbi za te reči, izvajajo veliko raziskav, mislim, da tudi Jure Leskovec, če se ne motim, sodeluje z njimi, to je Slovenec, ki je precej poznan v teh krogih, ali iz Microsofta, ne vem točno, ampak to so odlični, to je laboratorij, kot se ga moramo predstavljati. Facebook ima, mislim, nekaj čez milijardo uporabnikov in to lahko vsak sociolog samo sanja v takem vzorcu, da ne rečem populacije, na katere prostovoljno objavlja svoje podatke. Včasih smo morali poskrbeti za različna dovoljenja o pridobivanju podatkov za raziskave. Danes je to vse na voljo na Facebooku. Ne. Žal pa grejo te raziskave predvsem v tržne smeri. Ne. Ker posamezniki se niti ne zavedamo, kako drago plačujemo uporabo Facebooka. Ne. Na prvi strani piše, je brezplačen in vedno bo. Ampak mi to uporabo plačujemo s svojimi osebnimi podatki. Mogoče niti ne vemo tega. Ne. To je tak klasičen marketinški trik, ne, ker za, ne vem, če dam kot en primer, ko vas nekdo ustavi na ulici in reče, če bi izpolnili anketo. Vsak reče, nimam časa, me ne zanima in tako naprej. Ko pa reče, imam pa eno majhno simbolično darilo, če izpolnite anketo. Takrat smo pa vsi že pomislimo, aha, lahko bi pa izpolnil. Ne? In čim večje je to darilo na rekovajih, tem več smo ljudje pač pripravljeni razkriti o sebi. Ne? In tako tudi Facebook. Bolj kot si noter, bolj sodeluješ, bolj te vleče, več objavljaš in tako naprej. Ne? Tako neka verižna reakcija. Ja, če dovolite, jaz bi samo ene tri zanimive podatke dal, ki se navezuje na tole. Ne? Prva stvar, en teden nazaj smo mi preverjali in smo najdeli podatek, da ima Facebook 1,55 milijarde uporabnikov. Potem, če se jaz prav spomnim, za leto 2014 drži podatek, da je en uporabnik Facebooku v povprečju prinesel $14 na leto, kar je sicer majhna številka, ne, če tako pogledamo, ampak glede na število uporabnikov je pa zelo velika. Pa imam še en tak zanimiv podatek, ki se nanaša na plodove, ne, se pravi na še nerojene otroke. V Ameriki ima menda 7% nerojenih otrok svoje Facebook profile, ki jih naredijo seveda starši. Ne. In to je dejansko malo zaskrbljujoče. Hvala. Samo še eno glede tega laboratorija. Glejte, to je dobesedno laboratorij. Namreč Twitter in Facebook imata programske vmesnike in danes so z evropskim denarjem financirani projekti, ki analizirajo recimo Twitter in lahko v petek v Pythonu sprogramiraš, da ti ven pobere tweete, ki se tičejo resne glasbe in to imaš v ponedeljek na disku. In to imaš in delaš, ne? Se pravi, to je dobesedni laboratorij, ob tem, da velika večina uporabnikov teh omrežij to prvič ne zanima. Ne? Zakaj? Drugič tudi bi jim težko pojasnili, pa mogoče tudi verjeli ne bi, da se to da delati. Ne? Je pa izredno preprosto in tudi te barijere znanja ni več. Jaz mislim, da 20% slovenskih srednješolcev danes to v 2 dneh naredi, kar se tiče dostopa do podatkov. In ne potrebuješ nobenih licenc, se pravi, to je dejansko odprt laboratorij na vse strani. Hvala. Magister Tomšič, torej, socialna omrežja so z uporabo pametnih telefonov toliko bolj dostopna in lahko rečemo tudi vse prisotna. Vendar so socialna omrežja samo ena izmed številnih mobilnih aplikacij. Od Instagrama pa vse do merilnika krvnega tlaka. Ne? Kakšne tipe podatkov se zbirajo pametni telefoni? No, seveda odvisno od aplikacij, ki so nameščene na te telefone. Je pa res, da včasih podatke puščamo, pa se sploh ne zavedamo, pravzaprav, ko uporabljamo pametne telefone. V zadnjem času recimo je zelo popularno sledenje uporabnikom glede njihovega gibanja v trgovskih centrih. Naši telefoni konstantno iščejo prosta Wi-Fi omrežja in oddajajo neke signale, ki jih je mogoče zajeti, analizirati in v bistvu izračunati določene vzorce gibanja in tako naprej. Tako da pogosto niti ne vemo, kaj vse pravzaprav puščamo. Eno so aplikacije, ki jih namestimo, kjer si verjetno zelo pomanjkljivo preberemo, kaj vse delimo in s kom. Drugo je pa to, ko sploh ne vemo, kaj pravzaprav puščamo. Jaz bi mogoče tukaj izkoristil priložnost še za en del zgodbe, ki
včasih ostane nekoliko neodgovorjene, se mi zdi. Ne? Vsi govorimo, kako je ni pametno objavljati toliko podatkov o sebi, pa je nevarno, pa je tako, ampak mnogim pa zmanjka tisti del zgodbe, zakaj? Zakaj? Kaj se mi bo pa zgodilo, ne? Če objavim veliko podatkov o sebi, me bodo oropali, bom izgubil, ne vem kaj. Ne? In ta delček zgodbe se mi zdi, da pri sleherniku pogosto zmanjka. Ne? Kaj je narobe s tem pravzaprav? Ne? No, to, kar je narobe, oziroma to, kar težko razumemo, je to, da v bistvu izguba zasebnosti nekaj, kar je zelo dolgoročnega. Ne? Nekaj, kar občutno vsakič, ko objavimo nek nov status. Vse res, nič nam ne manjka, nič nas ne boli. Ne? Prijatelji so veseli, ker vidijo našo novo fotografijo in tako naprej. Ne? Kaj to je narobe s tem? Ne? Problem je temu, to, kar sem začel prej, da gre za moč odločanja. Ne? In s tem, ko mi podatke dajemo drugim, na nek način tudi to moč odločanja prenašamo k drugim. Naenkrat drugi vedo več o nas. Ne? In če ti veš vse o nekomu, imaš v bistvu popolno moč odločanja nad njim. Ne? In v nekem svetu, ki bi ga zelo nategnil, ne, kjer bi dejansko vse podatke o sebi delili z drugimi, takrat v bistvu bi drugi se odločali na mesto nas, kaj nam je všeč, kaj menda želimo kupiti, kje želimo menda biti, kateri film bi si menda radi ogledali, ne? Drugi se začnejo odločati na mesto nas. Ne? In to je ta svet, kjer smo v bistvu izgubili zasebnost, ker smo vse svoje podatke dali drugim. Ne? To je mogoče tisti delček zgodbe, ki zmanjka tukaj in zaradi katere pravzaprav posamezniki ne vidimo nič slabega v temu, da delimo podatke, ker je podobno kot pri kajenju. Ne? En cigaret nas ne ubije, če pa 30 let zvesto kadimo, pa najbrž ne bo tako dobro. Ne? In pri izgubi zasebnosti je na nek način zelo podobno. Ja, jaz bi samo še nekaj dodal, mogoče v zvezi s temi telefoni, ki imajo zdaj tudi fotoaparate. Mislim, da je že tovarniško je nastavljeno noter, da so te XGIF podatki, ki jih vsebuje slika, zemljepisna dolžina in širina. Tako, če mi pač ne spremenimo nastavitev, ko kupimo telefon, se to upiše v sliko in potem se lahko iz te slike razbere lokacijo tudi posameznika. In en zanimiv primer pred leti je bil, je nekdo vzpostavil na spletno stran, I can stalk you, pač lahko te zalezujem, in je potem naključnim uporabnikom Twitterja pošiljal njihove točne lokacije, ki so se slikali v kakšnem baru ali kjerkoli, in mi je potem poslal eno sporočilo, ja, vem, da si na tej in tej lokaciji, oziroma cel naslov te ulice. Ne. Tako je na ta način jih je osveščal. To je bil namen tega. Zdaj pa kar se še zbira, mislim, kar zadeva to zbiranje podatkov, bi mogoče še malo šel naprej od kolega Andreja in bi rekel, da s tem, ko imamo podatke o posameznikih, lahko ustvarjamo njihove profile, pač jih recimo temu kategoriziramo. Od tega je samo še korak naprej k predvidevanju. Lahko predvidimo, kaj bojo ljudje na osnovi njihove, recimo, ne vem, predhodne zgodovine iskanja na Google, kaj bojo iskali naprej. Mislim, kaj jih bo zanimalo. Da ne govorim na Facebooku, ko nam ponuja ne vem, različne te profile ne vem, organizacij, skupin glasbenih in tako naprej, da jih polajkamo na osnovi naših predhodnih lajkov in tako naprej. Kar je tukaj, recimo, ne bo rekel sporno, ampak zaskrbljujoče je, da gre lahko ta stvar še naprej v smer preventive. Ne vem, če poznate film Minority Report, kjer so ljudje obsojeni, oziroma jih policija aretira zaradi zločinov, ki jih šele bojo zagrešili. Ne? In tako se lahko zgodi tudi, zdaj, mogoče to trenutno zveni kot znanstvena fantastika, ampak že ne vem, dogodki po 11. septembru nakazujejo v to smer, da ljudje, ki imajo posamezne značilnosti, so pač obravnavani drugače kot ljudje, ki jih nimajo. Še en dodatek k spremljanju. Lani, oziroma zdaj že predlani, je bilo na eni konferenci na MIT-u tekmovanje enega od sponzorjev, ki je objavil za raziskovalne namene uporabniške podatke od 6 milijonov uporabnikov, lahko ugibamo iz kje, iz Afrike, kjer bi Nataša Pircin smeš vse, ne? In so zbirali podatke, položaj in čas klica. Samo to je bilo noter. In tekmovanje za nadobudne raziskovalce je bilo, koliko takih parov prostor čas klica potrebuješ, da 95% teh ljudi identificiraš.
od 6 milijonov. Ne z imenom in priimkov, ampak da ostane samo eden. In zmagovalec je porabil koliko podatkov? Samo 4. Samo 4 klice. A je bil zadnji kakšen zapleten algoritem in matematika, ki jo ima samo Google? Ni. Zelo preprosto. Statistika klicev, prva dva mesta klica so ponovadi služba in kjer si doma. In koliko ljudi hodi iz Kopra v Piranu službo? Ne vem, rečemo, da jih je 100. Potem še lociraš po ulicah in to pade na 1 pri 4. klicu. Se pravi, možnosti za to so ogromne. In se mi zdi, saj kakor je meni znano, sta bila pionirja zlorabe teh podatkov že pred 20 leti v Ameriki 2 operaterja videocentra v trgovskem centru, ko so bile še trakovi. Si predstavljate videotrakovi, ki se je snemali in presnemavali čez 1 uro. In ona dva sta ročno beležila, kdo kupuje nezdravo hrano. In sta poskusila to prodati zavarovalnica. In so bile navdušeni. In so tako pač jim predlagali, oziroma počas zahtevali višje premije. In če pogledate nekako tudi v smislu razmerja moči, danes je v Ameriki več kot 1000 podjetij, ki legalno trguje z medicinskimi podatki. Legalno trguje na načine, ki so nepojasnljivi ljudem, katerih podatki to so. Kar je si lahko predstavljati. Ja, magister Tomšič, torej, kot je gospod omenil, glede zdravstvenih podatkov. To so neka kategorija posebej občutljivih osebnih podatkov, ki naj bi bili predmet neke posebne zaščite. Pa je to v praksi res udejanjeno skozi recimo mobilne aplikacije? Bom rekel, da je kar malce težko. Mogoče malček nazaj, zakaj ne bili bolj varovani ti podatki. Ravno ta zgodba, ki je kolega povedal iz Amerike, kjer se kupujejo in preprodajajo tudi zdravstveni podatki, je pripeljala tako daleč, da menda po enih raziskavah se določene osebe v Ameriki ne upajo iti zdraviti, oziroma odlašajo zdravljenje. Zato, ker vedo, da bodo njihovi podatki zdravstveni predmet nakupa in prodaje in bodo lahko končali pri njihovem delodajalcu, pri njihovi zavarovalnici, pri bodočem delodajalcu in tako naprej. In se rečejo, mogoče pa še ni tako hudo, mogoče pa se ni treba izdraviti še, ali pa če že je treba, potem gremo rajš nekam dlje, da mogoče ti podatki ne bodo prišli v moje neposredno okolico, kjer vam lahko več težav. Zdravstveni podatki seveda sodijo med občutljive podatke, kot recimo tudi recimo podatki o političnem prepričanju, narodnostnem življenju in tako naprej. Zakaj je to? Ker zgodovinsko so bile na teh podatkih res hude zlorabe. Če pomislite recimo na nacizem, nacisti so hoteli vedeti, kdo je žid, kdo je homoseksualc, kdo je invalid in tako naprej, da so v bistvu diskriminirali in zganjali svoje krozote na temi, bom rekel, segmenti populacije. Zato so ti podatki že zgodovinsko uživali nekako večje varstvo. Zdaj, ali ga v praksi res uživajo, težko rečem. Dejansko, recimo, če govorimo iz naše slovenske izkušnje, vem, da v naši praksi sankcioniranje je sigurno hujše, če gre za zlorabo občutljivih osebnih podatkov, kot če gre za zlorabo, recimo, navadnih osebnih podatkov. Je pa res, da pogosto z nekimi mobilnimi aplikacijami spet niti ne vemo, da v bistvu oddajamo nekomu drugemu svoje podatke o zdravstvenem stanju, o pritisku, o gibanju, o prehrani in tako naprej. Spet tukaj mislim, da je malo premalo zavedanja, kaj pravzaprav s tem sporočamo naprej in kakšne posledice, predvsem dolgoročne ima to pravzaprav lahko za nas. Če se navežem samo še na prej omenjene lokacijske podatke, ali so lokacijski podatki pravzaprav sploh varovani kot osebni podatki? Lokacijski podatki vsekakor so osebni podatki. Edini test za osebni podatek je pravzaprav test določljivosti. Vprašati se moramo, ali se iz tega podatka da ugotoviti, na koga se nanaša. Kot je kolega povedal prej, pri klicih je tukaj zelo hitro pravzaprav najdemo ta pravo osebo, tako da lokacijski podatki takrat, ko jih je mogoče pripisati določenemu posamezniku, so tudi osebni podatki in varovani to kot vsi ostali. Gospod Pušner,
Glede na vaše dosedanje izkušnje, zdi, da recimo otroci oziroma mladostniki sploh verejo to obvestilo o zbiranju osebnih podatkov, ki se pojavi vsakokratni v neki naložitvi neke mobilne aplikacije, oziroma sploh razumejo, kaj se dogaja z njihovimi osebnimi podatki? Odgovor je zelo enostaven. Ne. Nažalost ne. Vedno sem jih sprašal, ker sem delal z njimi, ko ste se registrirali na nekem državnem omrežju ali za kakšno aplikacijo, ste prebrali splošne pogoje. Pa bom drugače vprašal, koliko v publiki vas je prebrali splošne pogoje, če uporabljate Gmail? Ne? Evo, super, imamo enega, ne? Naknadno? Leta nazaj, ne? Ja, tako, no, ampak saj nekaj, ne? In to je ta glavni problem, ne? Tudi odrasli tega ne počnemo, ne? Otroci, oziroma mladostniki se pa tega sploh ne zavedajo, ne? Je pa tudi en problem, ne? Če smo čisto odkriti. Ti splošni pogoji so dostkrat namenoma napisani tako, da jih ne greš brati, oziroma če greš brati, ti je popolnoma zadeva nerazumljiva. In mene zelo veseli, jaz sem zadnje čase opazil trend pri določenih spletnih storitvah, da so začeli poleg teh pravniških splošnih pogojev zraven dajati pojasnila. Zelo enostavna in preprosta. Kaj zdaj v teh 5 odstavkih pove in s čim se strinjaš? Zdaj, kar se tiče pa mladih, ne, če pogledamo te aplikacije, ki si jih nalagajo na mobilne telefone, ne, zdaj za iPhone ne vem, ker ga jaz sicer ne uporabljam, ampak za Androidne telefone vem, da ti more vsaka aplikacija, preden jo naložiš, ti izpiše, kaj počne, oziroma kakšne podatke ne bi pridobivala iz telefona. Ne. Po izkušnjah, ki jih imam, je mladim to odveč. Se pravi, to je samo ena moteča zadeva pri tem, da pridejo do nove igrice. Tako da žal tega se ne zavedajo in to dejansko preskakujejo in je moteče. Samo to ameriško vrhovno sodišče je odločilo, da I-agree-button ne velja. In to nekar tako na podatkih, zaradi tega, ker, kot je kolega že povedal, prvič ljudje ne berejo, ker samo čakajo, da bi prišli do tega, drugič, vložiti bi mogli neracionalno mnogo časa, da bi to tehnično razumeli. In to je torej nerelevantno, si kliknil I-agree-button ali nisi. Dr. Ledarčič, koliko je naš vsak dan že vpet v tehnologijo, oziroma v kolikšni meri tehnologija na nas nevidno vpliva in nas določa v naših željah in predstavah? Ja, mislim, da je odgovor enostaven. Skoraj, recimo, celotno naše vsakdanje življenje. Ne? Že od avtomobila do, ne vem, hladilnika naprej. Ne? Da ne govorim potem o računalnikih, telefonih, pametnih urah, skratka vse, celoten naš vsakdan je prežet že s tem. In v tem smislu je tudi mogoče danes, v današnjem času, dosti lažje pridobivati osebne podatke in jih tudi obdelovati. Kot je bilo že prej rečeno, danes ni potrebe po brisanju, oziroma lahko ogromne količine podatkov shranjujemo. Ne? In imamo tudi stroje, aplikacije, programe, ki so sposobni obdelati te podatke. Ne? To zelo hitro. Tako da današnja družba, pač, kakorkoli že imenujemo, ali je to informacijska, ali je družba znanja, ali je postmoderna, kakorkoli, jo zaznamuje tehnologija. Ne? In mi smo rojeni v to tehnologijo. Ne? Že, mislim, zdaj, te nove generacije, ne lahko ločimo že analogne generacije, pa digitalne. Ker današnji otroci, recimo, že rastejo s to tehnologijo, ne vem, neki smo v 80-ih odraščali in še prej, nismo bili toliko vpeti v to, ni nas toliko določila, nismo imeli toliko opravka z njo. In v tem smislu tudi mogoče otroke, zdaj imamo, ne vem, dve skrajnosti, eni starši jim prepovedujejo uporabo tehnologije, drugi jim pustijo. Pač imamo že otroke, ne vem, ki so pri 3 letih sposobni na Google najdeti ali pa na YouTube njihovo najljubšo risanko. Ne. V tem smislu bi bilo treba otroke naučiti uporabljati, kot je bilo že prej rečeno. Ne jim prepovedati, kot mu ne prepoveš hoditi po stopnicah, ampak ga naučiš hoditi po stopnicah. Ne? Ker ta prepoved je brez smisla, ker otrok se bo slejko prej srečal s tem in bo moral uporabljati, če bo hotel polnopravno sodelovati v današnji družbi. Ne? Ker pa če hočemo danes funkcionirati, kolikor toliko, bom rekel, normalno ali pa polnopravno v današnji družbi, se moramo posluževati tudi uporabe tehnologije in s tem hočeš noče se odpovemo delu svoje zasebnosti. Ne?
če uporabljamo GSM telefon, ker ga vsi naši prijatelji ali sodelavci ali poslovni partnerji, pač moramo vzeti v zakup to, da se bo dalo določiti recimo našo lokacijo na osnovi baznih postaj in tako naprej. Doktor Košir, kam nas pelje prihodnost? Kakšni so razvojni trendi glede tehnologije? Če lahko najprej ena pripomba glede odločanja. V Ameriki je išla ena knjiga od tehnično in tehnološko izredno izobraženega novinarja Perisherja z naslovom Filter Bubble, ki govori o učinku priporočilnih sistemov. Gotovo veste, kaj je priporočilni sistem. Amazon Books je leta 2007-2008 upeljal to storitev, in ko sem jaz takrat prvo knjigo kupil iz statistike, je polovne statistične knjige do onemoglosti pol leta ponujal. Zdaj je seveda zadeva že mnogo boljša in vsi novičarski portali v Ameriki, nažalost je tako, da v Ameriki precej več vemo kot v Evropi, ker enostavno o tem več govorijo. In ta novinar je opazil in v tej knjigi opisal, da priporočilni sistemi na novičarskih portalih neposredno povzročajo nestrpnost. Zaradi tega, ker če začneš, vse veste, tam je bolj enostavno, imajo že 100 let dve isti stranki in nimaš dosti zbirati. In tisti, ki bere bolj konzervativne zadeve, ta priporočilni sistem, tako kot meni statistične knjige, zbira samo konzervativne novice. In počasi novic z druge strani ne dobivaš več. In ker jih nekaj časa ni več, se ti zazdi, da tisto, kar je drugačno, ni več drugačno, ampak da je nenormalno. Nekakšno bi rekel trend človeške kognicije in tako dalje. In trdi na zelo zanimivimi argumentacijami, za kjer zdaj tukaj nimamo časa, da se to dejansko dogaja. In da je to pač direktna posledica te tehnologije. Zelo priporočam to knjigo. Pa zdaj prihodnost, jaz sem seveda bolj povedal v tehnološkem smislu. Če pogledate personalizacija, ki je največji naročnik teh podatkov, bo aplikacije približala in bo na nek način začela eliminirati te neprijetne uporabniške vmesnike, kot so miška, tipkovnica, samostalno nekaj logirati in tako dalje. Tudi mi delamo v tej smeri in to pač pomeni, da se bo podatkov veliko in vedno več zbiralo. Zadeva je pa zagotovo nekoliko zaskrbljujoča, enostavno zaradi tega, ker so, če mi ne zamerite, če lahko tako rečem, se ne zastopim na politiko, ampak če gledaš, kako deluje parlament in mehanizmi, ki pripeljajo do nove zakonodaje in potem uveljavljanje te zakonodaje, kako je to organizirano nasproti Google, te mora skrbeti. Kako so oni organizirani, kako hitro teče tam čas in kako ta zadeva teče. Se pravi, ti problemi, tudi starejši od tega, koliko avtorskih pravic v zvezi z glasbo se je pokradlo, niso v osnovi tehnološki in tudi ta prihodnost, kar je problematične, se ne smemo gledati samo slabe stvari, ogromno tudi koristi, je zaskrbljujoča zato, ker so regulatorni mehanizmi bili narejeni za popolnoma druge čase. Kjer je čas tekel v letih, zdaj pa čas teče v tednih. In to je verjetno tista stvar, ki bo ta družba za resen odgovor na to zadevo mogla odgovoriti. Kar se pa tiče samo nekako na mikronivoju tehnologije, pa vsaj mi pričakujemo, da bo pri komunikacijah človeka s temi napravami, karkoli že bodi, računalnik, telefon, potem pričakuje se, da se bo ta telefon počasi porazdelil po človeškem telesu, tako da boš imel Google Glass, ki bo delal en del in tako dalje. Ker bo to vse narejeno, potem boš to zadevo govoril približno tako kot s človekom. In kar se tiče tehnološkega dela rešitve za prihodnost, je pa seveda varnost v načrtu, torej privacy by design, torej to so kar v redu že izdelana načela, ki pa seveda dražijo razvoj, podaljšujejo razvoj, torej zakasnijo vstop na trg, kar je bistveno, in torej spet pridemo do regulatorja, torej zakonodajalcev, ki bo mogel to obvladati.
enostavno po mojem noben ne more od podjetij, ki so po principu dobičkonosna, morajo biti, da bo iz etičnih razlogov neke tehnologije zadrževal. Zadrževal jih bo toliko, kolikor bo čisto nujno, že zaradi konkurence. Se pravi, nujno je v bistvu regulatorna rešitev, se pravi rešitve iz stališča zakonodaje, varovanja podatkov in vsega, kar spada zraven. Omenili ste zbiranje podatkov. Kaj pa glede sodobnih analiz ter načinov obdelave podatkov? Kaj nam pač vse to omogoča, da izvemo posameznikov? Če pogledate, vsak senzor na mobilnem telefonu je zelo slabe kvalitete. Se pravi, merilnik srčnega utripa, temperature, gotovo poznate, da obstajajo aplikacije, ki samo iz videa tako natančno analizira utripanje žil na vratu, da lahko meri puls in tako dalje. Ampak vsa ta senzorika je zelo slaba iz stališča samih senzorjev. In rešitev je seveda v tem, da imaš več virov podatkov in z zlivanjem podatkov, torej z data fusionom, se potem pride do boljših zadev. Namreč zbiranje je povezano s kontekstom in tudi analiza, se pravi zlivanje, izboljšava, primerjava na vseh nivojih v bistvu teži k določanju konteksta. Tehnološko pa rečemo, da je kontekst vse, kar vpliva na uporabnikove odločitve. To je glavno vodilo in torej je treba iz čim več senzorjev zbirati podatke in jih znati uporabljati. Se pravi, preprosta aplikacija se na Arso podlogira, pa vidi, kakšno bo vreme, oziroma kakšno je zdaj vreme in cela zgodba interneta stvari. Se pravi, zelo pomembna zadeva pri podatkih, internet stvari, ker človek ne sodeluje več pri zbiranju podatkov. Ker človek je za zbiranje podatkov slab, ker je neregularno. Mašinerija pa točno dela. Se pravi, ta del in potem zlivanje z tega, ker zbiramo sami, zavedajoč se ali nezavedajoč se, kaj to pomeni. In ogromno je danes raziskovalnih člankov iz zlivanja podatkov, iz povezovanja različnih področij, odločanja človeka in tako dalje. Se pravi, če povzamemo, vso to zbiranje podatkov dobi ekonomsko vrednost, če le z analizo, ki pa seveda napreduje in vsaj za mene, ki sem na univerzi zaposlen, je žalostno dejstvo, da Google ve vedno več stvari, ki jih mi akademiki ne vemo več, ker jih ni v nobenih člankih. In njihov srček dela hitreje, kot bi teoretično smel, po našem vedenju. Magister Tomšič, v kolikšni meri to področje sploh pravno regulirano? A imamo zavezujoče pravne akte, na katere se lahko sklicujemo, in ali se pravo uspe pravočasno prilagajati vsem te novosti? No, pravo je notorično zaostaja za tehnologijo na tem področju, mogoče še zelo izrazito. Kot sem začel, težave imamo predvsem z jurisdikcijami. Nekako, recimo, znotraj posamezne države članice EU ali pa v državah EU še lahko na nek način nadziramo podjetja, ki so tukaj ustanovljena, ki imajo tukaj svoje sedeže, opremo in tako naprej. Težave imamo pa seveda z globalizacijo in z ponudniki storitev in sistemov, ki so izven našega dometa na nek način. In ti ta glavni, ta večji zbiralci podatkov so dejansko iz ameriških logov. Če govorimo o evropskih podjetjih, pa seveda so zavezana k relativno strogi zakonodaji. Podatke morajo zbrati na podlagi privolitve, imajo omejene namene, za katere jih smejo uporabljati, podvržena so lahko sankcijam, globam, kaznim, te so lahko tudi zelo visoke. Podjetja v Evropi so dobila več milijonske evrske kazni zaradi zlorab osebnih podatkov. Težava pa, kot rečeno, so predvsem ta globalizacija in ponudniki iz drugih sfer, kjer niso zavezani. Ampak, kot rečeno, ta sprememba evropske zakonodaje, ki je bila seveda močno lobirana strani ameriških podjetij, naj bi vendar na nek način poskušala zajeti tudi ameriške multinacionalke, v smislu, če ponujate storitve evropskim državljanom, boste morali spoštovati tudi naša evropska pravila. Evropska pravila pravijo, da so osebni podatki temeljna človekova pravica, ne pa potrošniška dobrina oziroma tržno blago
In če tega ne boste počeli, bomo izpostavili tudi zelo visokim globam. In te trenutno predvidene znašajo tudi do nekih procentov svetovnega prometa, kar je lahko zelo veliko tudi za Google in za podobne. Ali bo ta zakonodaja zaživela ali ne, bomo videli. Trenutno ne bi se o njej glasovalo v Evropskem parlamentu enkrat letos, predvideno je še 2-letno prehodno obdobje, tako da 2018 bomo mogoče malce več vedeli, ali je Evropejcem uspelo malce zmanjšati ameriške apetite, tako rečem. Kako je pa recimo s tem velikim podatkovjem, ki ga bi se že nakazal dr. Košir? Torej za gledalce, po Oxfordovem slovarju so veliki podatki, ti nabori podatkov, ki z računalniško analizo lahko odkrijejo vzorce, trende, povezave, zlasti glede vedenja in interakcij ljudi. Torej, nastanejo neki novi, ali lahko rečemo reciklirani podatki, ne? Ali so ti novi podatki sploh predmet pravne zaščite? Ja, vsekakor. Ne? Zdaj, če ti izmelješ nekaj podatkov o posamezniku, pa s pomočjo tega ugotoviš neka nova dejstva o njemu, je to še vedno njegov osebni podatek. Ne? Zdaj, mnogi mislijo, da če podatke pseudonimizirajo ali pa da jih na nek način preoblikujejo, ne? Da potem to niso več osebni podatki, ampak še vedno, ne? Če je tvoj cilj razlikovati med posamezniki, potem v bistvu operiraš z osebnimi podatki. Ne? Problem teh velikih, masivnih, ne vem, kjeri prevod je pravzaprav ta pravi podatkov, je v tem, da v varstvu osebnih podatkov je zelo pomemben namen. Ti, ko zbereš podatke, moraš posamezniku povedati, jaz želim tvoje podatke za te in te namene, če si iz zasebnega sektora. Če si iz javnega sektora, ponovadi zakonodaja določa te namene. Ne? Pri velikih podatkih je pa težava v tem, da ti namenov sploh še ne veš, kaj boš pogruntal iz teh podatkov, kaj vse boš s njimi lahko naredil. Ne? In tukaj trčimo te osnovne postulate varstva osebnih podatkov, kako predstaviti nekomu namen, če pa sploh ne veš, kaj bo tvoj namen. Ti bi najprej rad zmlel ogromne količine podatkov, potem boš šele namen pogruntal. Ne? In tukaj je kar veliki izziv pravzaprav na tem področju. Dr. Lenarčič, ali menite, da smo v družbi podatkovnega nadzora? V kolikšni meri je sploh prisotno v družbi neko zavedanje o nadzorovanju moči informacijskih tehnologij? Ja, po eni strani bi lahko rekel, da so nekateri ljudje osveščeni, ne, kot sem že prej dal, recimo primer ta Max Schrems in podobni aktivisti. Po drugi strani se pa niti ne zavedamo, ne, že recimo, ne vem, te kartice zvestobe, Pika, Mercator in podobno, ne. Mislimo, da je Mercator tako velikodušen, da nam daje popuste na vsak ne vem kateri nakup, oziroma ko zberemo določeno število Pik. V bistvu pa zbirajo naše podatke, ne, nakupovalne navade. Tako da to so eni taki prefinjeni mehanizmi, bi lahko rekli, ki potrošnika oziroma posameznika hitro zavedajo. Po drugi strani smo bombardirani z teh velikih internetnih gigantov, recimo, kot se predal za primer Facebook, ne, vedno je brezplačen in vedno bo, deli s svojimi prijatelji podatke in informacije. Po drugi strani mislim, da YouTube ima to geslo, broadcast yourself, ne oglašuj se, pač daje čim več informacij o sebi ven, tako da se ljudje potem navzamemo tega duha in mislimo, da je to nekaj čisto normalnega in se začnemo tako tudi obnašati. Ne vemo pa, da nas ta, recimo, vsa ta tehnologija in da so nameni tega zbiranja podatkov čisto nekaj drugega, ne, da niso tako velikodušni. Recimo, tudi kako bi rekel, ko ne vem, se prijavimo na te razne storitve, niti ne razmišljamo, da nam hoče kdo, ne bo neko škodovati, ampak se ukoristiti z našimi dejavnostmi na internetu. Ne. Skratka, ne razmišljamo, da svetova nista dva, ampak svet je eden, ne, kot je imel včasih Sion reklamo, svetova sta dva, zdaj svet postal eden. Ne. Potem je tudi ena znana ta karikatura, ki je bila v 90-ih popularna, ko sta dva psa, eden sedi z računalnikom, gleda drugega dol in mu reče, vse na internetu noben ne ve, da si pes. Ne. Danes bi lahko to obrnili in bi lahko rekli na internetu, vsak ve, da si pes. Ne. Tudi, ne vem, zanimiv mi je ta primer, da ko greš v trgovino, dobiš račun in ti je tista oseba, ki ti je dala račun, ti je mogoče všeč, prideš domov in gor je napisano eno ime in priimek, ga poguglaš ali pa že tam po telefonu in marsikaj izveš o tej osebi. Ne?
Skratka, tudi nihče nas ne vpraša, po drugi strani, če lahko objavijo naše podatke, kot so spletne strani zaposlenih v raznih podjetjih, potem ne vem, kako je s temi ljudmi, ki so zaposleni v trgovinah, ki dajo svoje osebna imena in priimke na račune in tako naprej. Ne. Tako skratka, to je tako en zapleten mehanizem, oziroma smo se znašli v takem zapletenem svetu, ki niti ne razmišljamo o tem, ker če zgodovinsko gledamo, zasebnost oziroma je nekaj univerzalnega, kot je bilo že prej rečeno, ampak se skozi zgodovino oži, ne, vedno bolj, kako bi rekel, manjšo pravico imamo do nje, oziroma lahko pravica se veča, ampak tudi mi sami se obnašamo tako, da kratimo sami sebi to pravico. Ne. In mislim, da je bilo treba na tem področju veliko narediti. Ne. Samo en kratek primer, ki je zelo znan, če ga mogoče kdo ni slišal. V Ameriki je bil, mislim, da zdaj predlani primer, kjer je oče najstnice tožil trgovino, ker je začela domov pošiljati njej reklame za nosečniške produkte. Ker je pač njihov napovedni sistem nekako zaznal, da se tako obnaša, kot da je noseča. In v času sodnega postopka se je izkazalo, da je res noseča, sem da oče ni vedel. In se pravi, takih seveda ti sistemi, s katerimi zadnji ukvarjamo, ima seveda dosti napak, ampak vedno manj. Ne? Se pravi, to je v bistvu eden od rezultatov dela na velikih podatkih. Se pravi, niso obravnavali samo njenih podatkov, ampak ogromne količine podatkov drugih ljudi, vzorcev, gotovo veste, da pač pri strojnem učenju sodobnem niti podrazno ne rabiš razumeti mehanizmov, pa jih mašina zazna in tako dalje. Se pravi, možnosti so ne samo, da podjetja ne vejo, kaj bi rada s podatki, tudi za same algoritme ne rabimo več vedeti, kako delujejo. Ne? In pač uspešnost z več podatki gre gor. Gospod Pušner, se vam zdi, da se lahko izognemo neke prevelike vpetosti tehnologije v naša življenja in kako je z nekimi mladostniki, ki so pod vrstniškim vplivom toliko bolj dovzetni za vse te novosti in jih morda nekritično sprejmejo? Ja, lejte, mladi so pač delujejo tako, ne, da tisto, kar ima vrstnik, tudi potem on želi imeti. In se pravi, jaz se spomnim še iz mojih časov, tam iz leta 83, ko sem se jaz prvi srečal z računalnikom, hotel sem ga imeti zato, ker so ga sosedje imeli. V moje vrstniki pa smo pa igrali, se je zgodba je danes popolnoma enaka. Problem v tem je to, da imajo potem premladi v rokah pametne telefone, ko v bistvu vemo, niso telefoni, ampak računalniki. Ne? In to je tisto, kar je en velik problem, dejansko oni tega ne znajo uporabljati. Pa ne mislim same naprave, ampak to, kar naprava ponuja, ne, dostop do interneta, državna mreža, aplikacije in tako naprej. Kje, da bi se oni še razvedeli, kaj pomeni, če ti neko skico daš, pošljaš prek Snapchata, ne, da to dejansko vse ostane nekje shranjeno. In da če nekdo udare v sistemu Snapchata, kar mislim, da se celo že zgodil, da se te slike lahko javno nekje znajdejo. Ne? Zdaj, kaj pa ostali? Ne? Poglejte, mladi, če pogledamo še mladi se danes zbudijo s telefonom. Cel dan so z njim in zvečer grejo spat. Kar pomeni, da jaz zase rečem, še vedno ne rečem, jaz grem zdaj pa na telefon ali pa grem na internet. Ne. Mladi dejansko ves čas so. Oni ves čas to uporabljajo in so postali, to je postali kot, bomo rekel, jedrni del njihovega življenja. Kar se pa nas, ki smo malo starejših, tiče, ja, zgodba podobna, ne, mogoče nismo toliko sami prostovoljno v to vpeti, ne, ampak nas tehnologija sili v to, ne, ker nas, pogledajte, recimo jaz bom danes čist primer povem, Google Maps, ne vem, če ste opazili, Google Maps od lanske jeseni ponuja tudi za Slovenijo podatke o prometu na cesti. In zdaj pogledaj, če ti uporabljaš Google Maps navigacijo v avtu na tem, ko se pelješ, imaš vklopljen prenos podatkov, ne jasno, da dobivaš podatke za zemljevid in istočasno tvoj telefon pošilja podatke o tvoji lokaciji in o gibanju. Namreč Google je razvil sistem za zaznavanje, ali si ti peš, ali si v vlaku, avtobusu ali v avtomobilu. In na osnovi tega Google sam določa, kakšna je gostota prometa na cestah.
Meni osebno se zdi to po eni strani sicer fantastična zadeva. Ne? Pogledaš na zemljevid, ne, in vidiš, ok, tej ulici se moram izogniti, ker je stoječa kolona tam. A po drugi strani se vprašam, Google ima vse te podatke o meni. On dejansko ve na meter, dva natančno, kje jaz sem. Kar je dejansko grozljivo, ne? Če smo čisto odkriti. In temu se ne moramo ogniti. Seveda, lahko bi se, nehajmo uporabljati te telefone. Samo to je pa utopično, žal je to utopično. In pa jaz nekaj še tukaj izpostavil. Mogoče malo zgodovina tega, ne? Kaj nas je to pripeljalo? V bistvu potrošništvo. Vedno smo hoteli imeti nekaj novega. Ne? Vedno smo hoteli boljšo napravo imeti. Te naprave so pa vedno nekaj novega podtaknili. Nove aplikacije, boljše aplikacije. Zakaj bi uporabljal staro aplikacijo? Ja, zakaj? Zato, ker ne moreš, ker preprost telefon te sili v to, da imaš vedno novejše. Ne? Tudi konc računalniki so vedno novejši. Windows 10. Ne? Nekateri pravijo, da so to največji vohun za nami. Ne? To se pojavljajo zapisi po internetu, ker pa zbirajo določene podatke. Ne? A zdaj ne bomo imeli Windowsov 10. Dolgo so ljudje ostajali na Windowsih XP, danes jih dejansko ne moreš več imeti, oziroma če imaš, si ogrožen iz drugih vidikov in moraš pristati na to, v kar nasilijo multikorporacije. Ne? In temu se žal ne moramo izogniti. Zdaj, ja, ok, lahko bi šli neke upore, ne? Tukaj je mogoče ena varianta, da se pritiska na zakonodajalca, ne? Da oni skozi zakonodajo, ne? Tako kot se recimo v Evropi dogaja, da se to regulira, da se reče, ok, to boste lahko vzeli in uporabljali v, recimo temu, komercialne namene, to pa ne. Oziroma boste lahko pod določenimi pogoji. Samo to je pa na nas, svoje na uporabnikih, da to spodbujamo in da zahtevamo pravzaprav to. Ne? Da nismo tako, kot, če se vrnem k otrokom oziroma k mladostnikom, ki nekritično vse vzamejo. Sprejmejo vsako aplikacijo, čeprav recimo igrica pa pobere podatke o SMS-ih iz telefonskega imenika, lokacije, ne vem kaj še vse. Zakaj je ena igrica, kjer ne vem, enega pajacka premikaš? Zakaj rabi to? Dajmo ne take igre uporabljati. Zdaj, a bo to uspela, ne? To je pa zdaj druga zgodba. Magister Tomšič, torej gospodarstvo se na vsakem koraku koristi nekih psiholoških dognanj, da bi pač prišlo do čim večjega zaslužka. Kako se pač sploh lahko določi, kdaj je neka taka manipulacija za potrošnike dopustna, ter kdaj več ni? Zdaj, če govorimo o osebnih podatkih, obstaja eno osnovno načelo, in to je informiranost in poštenost. Praviloma tisti, ki od tebe hoče nekaj zbrati, bi ti moral dati osnovne informacije. Kdo je, katere podatke od tebi hoče zbrati in kaj bo s temi podatki počel. To, kot smo govorili, to mnogi zbiralci podatkov zelo dolgo in široko zapakirajo v neke politike zasebnosti, pogoje uporabe, storitev in tako naprej, ki jih na koncu noben ne bere. To je nek začaran krog, ki ga zaenkrat še nismo znali razbiti. Pravniki seveda te pogoje širijo in daljšajo. Čeprav v osnovi bi mi kot potrošniki, kot posamezniki hoteli vedeti pravzaprav samo to. Komu kaj dajem in kaj bo ta s temi podatki počel. In to, jaz mislim, da bi se dali napisati tudi zelo na kratko, če bi hoteli. Ampak nažalost ni nekih ta pravih mehanizmov, ki bi nas pripeljali do tega. Ko pa prije do tega, da v bistvu ne vemo pravzaprav, kaj se spuščamo, potem pa imamo zelo odprta polja, kaj se potem da narediti. Googleova politika zasebnosti, ne vem, se je že tokrat spremenila, ampak na zadnji, ko sem nabiral, je uporablja besedico mail, torej lahko, mislim, da 47krat. Kaj veš, kaj se dejansko dogaja s tvojimi podatki? Ne veš, če so 47krat rekli, da lahko, da mogoče bodo nekaj počeli s temi podatki. In ta osnovni postulat varstva vsem podatkov, da se tvoji podatki pošteno zbirajo, je seveda v osnovi potem kršen, če nisi jasno seznanjen s pogoji, na katere si pristal. Prav tako seveda predstavlja kršitve neko naknadno spreminjanje pogojev, kjer so ti rekli, glej, podatke bomo porabili za te namene, potem pa kar enkrat dobivaš reklame od tretjih, četrtih podjetij, pa vidiš, da se uporabljajo za neke tretje, četrte namene in tako naprej. Tako da, ko se kršijo ta osnovna načela, takrat dejansko imamo težave. Pa je recimo personalizirano oglaševanje etično kljub temu, da bi se take podatke recimo zbirali pošteno? Zdaj, a je etično ali ne, lahko povem, kako je
ureja to zakonodaja. Zakonodaja pravi, da v bistvu za navadno neposredno trženje lahko uporabljaš pravzaprav samo kontaktne podatke. Skratka, elektronski naslov, telefonsko številko, navadni naslov, torej za navadno pošto. Vse ostale podatke pa le, če ti to posameznik dovoli, če se s tem strinja. Če se strinja, da recimo dobiva oglasi glede na njegovo starost, njegovo lokacijo, neke druge statusne elemente, potem je v redu, dokler je s tem seveda bil naprej seznanjen. Včasih je pa tako, da mnogi se malce mižijo in v bistvu sami jamljajo to pravico. Danes smo se ukvarjali s primerom gospoda, ki je klical k nam je rekel, da je gledal televizijo in se mu pojavil glas na televizijskem sprejemniku. Češ, da ima njegov operater novo ponudbo in da v bistvu, če vzame nov paket, dobi še vinjeto na pol zastonj. In seveda operater se je poskušal zgovarjati, češ, da to so neka sporočila, ki jih pač pošiljamo našim naročnikom in v splošnih pogojih smo jim povedali, da bomo obveščali o naših nekih zadevah. Ampak to je že ena taka stvar, kjer v bistvu iščejo nove kanale, kako producirati svoje oglase, ker to je vendarle klasično trženje pravzaprav, da to ni bila informacija o neki nadgradnji omrežja ali kakšnih tehničnih težavah. Tako da v bistvu to je primer take, ko na nek način nepošteno, pravzaprav brez našega soglaša želijo uporabljati naše podatke za komercialne namene. Če ni morda nobenega komentarja, strani govorcev, bi na tej točki želela povabiti k razpravi poslušalce. Ima kdo kakšno vprašanje oziroma komentar? Vprašanje, ker ste mogoče seznanjeni s kakšnimi raziskavami, ki se ukvarjajo s tem, koliko so te podatki dejansko točni, realni. Recimo, vi ste imeli en primer, ki se je zgodil, oziroma vi ste imeli tak, ki je bila res noseča, koliko pa tistih, ki pa niso bile noseče, pa so vseeno dobili recimo tak oglas, oziroma generalno gledano, če obstajajo sploh analize tega, pa raziskave. Jaz poznam bolj natančneje področje priporočilnih sistemov in ogromno tega je znanega. In imamo različne mere, natančnost, točnost, strojnega učenja in tako dalje. In tako po domačem napad med 70 in 90% so te stvari lahko natančne. Znamo pa seveda, oziroma znajo zgodbo seveda še nadaljevati tako, da znajo oceniti, koliko evrov stane napaka prve in koliko napaka druge vrste. Se pravi, koliko stane, da enemu nis poslal, ker bo kupil, in koliko stane, da si mu poslal in si go razjezil, pa bo šlo v konkurenci. In to se da vse lepo optimizirati. Je znano na algoritmičnih nivojih, ki nima vedno reprezentativnih podatkov, je pa znanega tudi precej iz teh tekmovanj, ki zdaj potekajo. Namreč pred 6 leti je bilo prvič razpisan za priporočilne sisteme $1 milijon ameriških dolarjev nagrade za tistega, ki bo najbolje napovedal prav eno tako tržno zadevo. In so pogruntali, da je bil to najbolje vložen raziskovalni denar v zgodovini, ker se je s to raziskovalnih skupin v svetu to zagnalo. In zdaj je takih tekmovanj več in na zelo v redu podatkih in v tem ven se da za posamezna področja videti, kako dobro zadeva deluje. Z natančnimi merami. Mogoče v tej debati je bilo predstavljeno v osnovi negativno. Rekli smo več, da smo prepleteni in se dejansko ne moremo izogniti. Mogoče kakšna pozitivna plat tega, ne vem, da smo srečali prijatelja preko Facebooka več let, govorim banalno. Verjetno je tudi neka pozitivna plat te zgodbe ali pa če ni. Jaz bi mogoče izpostavil to, da vemo, kaj se dogaja z ljudmi v našem socialnem omrežju. Da, ne vem, pač kakšni sošolci iz osnovne šole, nimamo stika že več kot 10 let, recimo fizično, pa vemo, koliko otrok ima, kam hodi na dopust, če se je poročil, se je ločil ali kakorkoli. To je ena stvar. Druga stvar, mogoče tudi ta, bomo rekel, naš socialni konvoj. To so recimo tako metaforično povedano,
pred Facebookom, ko smo šli v vrtec, smo dobili enega prijatelja, smo šli skupaj v šolo, smo dobili še 3 prijatelje z osnovne šole v srednjo, ne vem, 4 so odpadli, 5 smo novih dobili in tako naprej. Bila ta dinamika zelo velika. Zdaj, odkar imamo Facebook, ljudje vstopajo na ta naš konvoj in ne izstopajo več. Ne? Tako da se naše, recimo, socialno omrežje, če ga tako poimenujem, se zmeraj bolj veča. Ne? Vse manj ljudi izstopa iz njega. Tako da to pač prispeva zopet k temu, da recimo temu, da ohranjamo stik in vemo, kaj se dogaja. Potem pred kratkim, mogoče tako za intermeco, sem na eni spletni strani zasledil novico, da je oče novorojenčka, sta naredila skupaj fotografijo, ki se je novorojenček nekako pačil, nekaj tašnega, je bilo zelo ljubka, recimo temu, in se ni mogel upred, da je objavil na Facebooku. Ne? Potem so deževali komentarji, ko je vse lepo, ne vem kaj, in se je pojavil komentar enega zdravnika, da se mu zdi ta otrok sumljivo rumen. Ne? Da mogoče bi bilo fajn, da preveri, da ima zlatenco ali jo nima. In so šli res k svojemu pediatru in je dejansko potrdil, da ima zlatenico in so ga potem začeli zdraviti. Ne? Recimo, mogoče kakšne take stvari, pa da ne govorimo o kakšnih nesrečah, ne, ko se kaj zgodi, se da določiti lokacijo po nesrečenca in tako naprej. Ne? Mogoče bo še kdo drugi kaj dodal k temu. Veliko stvari vidimo pozitivnih v tem, sicer se jaz osebno ne bi s tem ukvarjal, če probam biti konkreten, pri lokalizacijskih podatkih se danes to normalno uporablja za rekonstrukcijo cest. Se pravi, znanih je veliko primerov, kjer so enostavno pogruntali, da je treba most prestaviti. In so s tem rešili milijone ur ljudem nervoznim zjutraj. Se pravi, to je bilo prej nepredstavljivo, danes je pa sorazmerno enostavno, se pravi, dogovor z Google Analyticsom, ki da vam v tem rečemo zaston pod narekovajih te podatke. Naslednja zagotovo pozitivna zadeva je neke rešitve v vsakdanjem življenju. Rešitve za ljudi s posebnimi potrebami in rešitve za starejše. V svetu je, tudi v Evropi, je strah pred starjenjem prebivalstva skoraj neskončen. In tukaj je precej rešitev. Mislim, da te težave, ki jih zdaj imamo, so nekako lokalnega značaja in ker so zdaj zelo intenzivne, se na to preveč koncentriramo mogoče in potem tudi rado izpade, da te debate postanejo zelo negativne. Res pa je, da vsaj jaz vidim dve glavni težavi. Ena je ta, da se uporabnikom ne ljub razmišljati o teh storitvah in zaradi tega bo to na nek način vedno etično sporno, ker v sami etiki je vgrajeno to, da se ti zavedaš. Tukaj pa enostavno, za zavedanje ne potrebuješ 3 sekunde, ampak 30, tega pa ljudje nočejo narediti. To je en tak problem, ki ga vidim na eni strani, in na drugi strani seveda, da so pač mehanizmi, čisto osnovni mehanizmi v našem tipu demokracije, enostavno prepočasni, da bi sledili tej tehnologiji. In ta problem pa tudi družbeno treba rešiti. Sicer je pa možnosti za pozitivne zadeve, predvsem pri posebnih potrebah starejših, učenju. Ne bom dalje našteval, ampak z lahkoto 20 področji naštejemo, ker je od tega resna korist. Moramo pa tudi vedeti, da je bil prehod na nove tehnologije vedno boleč. Vsaj za tistega, ki je izgubil ta staro. Je prišla optika v umu, ki me v bakar ni bilo všeč. Ta zadeva je pa pač podobna, samo da je verjetno prvič razsežna na način, da se tiče praktično vsega. In torej ne gre za to, da bo država zregulirala in en segment na trgu pa bo. Zadeva je veliko bolj zapletena, jaz jo zelo slabo izven tehnologije poznam. Je pa treba najti enostavno neke rešitve, kako bo regulator in zakonodajalec zbiral informacije, angažiral ljudi, ki so točno na točki znanja, kot je potrebno in tako dalje, ker zdaj se zdi, da teh rešitev ni. Ne vem zakaj. Ampak tudi pa težko trdili, da jih ne bi mogli biti in mislim, da bodo prišli. Še kakšen komentar, vprašanje? Ja, jaz sem tukaj še eno vprašanje. Jaz sem se malo zamudil in mogoče ste kje omenili, ampak meni zanima, če ste se pogovarjali mogoče o tematiki tega, da kdaj in zakaj smo prišli do točke,
kolikor se ne strinjam s pogoji uporabi določene aplikacije programa, dejansko tega programa ne morem uporabljati. Torej, ergo, če pripišemo, recimo, če se ne strinjam z vsemi pogoji, ne vem, Gmaila, Windowsov in pa podobnim, in jih enostavno ne morem uporabljati, ne vem, enostavno posameznika kot takega izključijo iz družbe, ki je aktualna. Mene zanima, zakaj, recimo, ne vem, države, pa ok, recimo, da je Evropa boljša od ZDA, niso same regulatorno rekle, ne vem, ok, Gmail pa v Evropi ne bo smel brati vaših sporočil, kot to počne v ZDA, recimo. Kdaj je prišel bistveni preskok med tem, da je zasebnost lahko javna? Če bom jaz poskušal, če malce zavrtimo film nazaj, direktiva o varstvu osebnih podatkov v Evropi je nastala leta 1995. Pisali so menda 20 let. Tako dolgo je trajalo, da so prvič dobili pravzaprav nek akt, ki varuje naše osebne podatke s temi osnovnimi načeli. Leta 1995 je bil internet bolj ali manj še v povojih, mobilnih telefonov mislim, da še nismo poznali, vsega tega zbiranja podatkov praktično ni bilo. Ne? In ta direktiva je zdržala svojih 20 let pravzaprav. Ne? In seveda se že kar nekaj let kaže dejstvo, da pač ne dohaja več časa in razvoja. In Evropa, kot rečeno, je začela leta 2012 en proces reforme te zakonodaje, ki ga bo, kot kaže, letos vendarle uspela dokončati. Tako kot sem pravil, bilo je izjemnih pritiskov strani ameriških multinacionalk, mislim, da so vložili 3000 amandmajev, da so vsi rekordi padli na tiste prve tekste te uredbe, ampak kot kaže, so vendarle uspeli dobiti nek kompromis, ki recimo, da bo na nek način kot rečeno, zajel tudi te ameriške ponudnike. Ne. Ker glavni problem je tam drugačni pristop v ZDA, kjer kot rečeno na osebne podatke gleda kot na tržno blago. In tam je princip take it or leave it, vzemi ali pusti. Tudi v službi recimo velja, ko priješ delodajalcu, ti da za podpisati soglasje, s katerim te lahko potem v službi popolnoma nadzoruje. Ti bere elektronsko pošto, ti prisluškuje telefonskim pogovorom in tako naprej. Ampak je pokrit, tudi njihova sodišča so rekla, si podpisal soglasje, sem, torej kaj se pritožuješ. Ne? In ta njihov pristop take it or leave it je nekaj, kar ne klapa z evropskim regulatornim pristopom, ampak kot rečeno, ti procesi so malce dolgotrajni, ne? Ampak vendar levo, kot kaže, letos smo mogoče dobili to novo uredbo in čez 2 leti ne bi začela veljati in mogoče se počasi vendarle spreminja. Ne? Bi pa rekel za konec samo še tole, da zasebnost je takole, imeli jo bomo točno toliko, kar jo bomo sami hoteli. Ne? To ni kot, kako bi rekel, kupovanje mortadele, ne? Ker ti jo dajo več, kot si jo zahteval. Ne? Če jo sami ne bomo hoteli več, jo ne bomo imeli. Ne? Problem pa, ker ne razumemo najbolj točno. Ne? Še vedno boste mnoge slišali reči, zasebnost to je kaj? To je skrivanje slabega. Jaz, če nisem nič grdega storil, jaz ne rabim varstva osebnih podatkov. Kaj? Se nisem nič tazga naredil. Ne? In to je ta napačno razumevanje, ki nam povzroča pravzaprav težave. Ne? Da tega ne razumemo, tako kot sem začel, kot moč odločenja. Ne? Da to ni skrivanje slabega, ampak je skrivanje slabega in dobrega. Takšno, kakor jaz hočem. To je, kaj jaz hočem deliti z drugimi. Ne? In dokler tega ne bomo malce širše razumeli, ne? Ker verjamem, da 3/4 ljudi zunaj tega ne razume pravzaprav, potem tega tudi ne bomo znali varovati. Ne? In se malce bojim, da bo trajalo še kar leta, če ne desetletja, da bomo končno razumeli, kaj pomeni res izguba zasebnosti. Ne? To pa pomeni neka družba, kjer v bistvu se drugi odločajo namesto tebe. Ne? Kar predstavljate si družbo, kjer nekdo ve za vsak vaš korak, za vsako vašo misel, vsako vašo dejanje, lokacijo. Nekdo, ki vse to ve, ima nad vami popolno moč. Ne? In taki družbi ni svobode in verjetno v taki družbi nočemo živeti, ampak do tja bomo morali se po mojem naučiti the hard way, tako kot rečemo. Če lahko še jaz nekaj dodam, mogoče bom bolj odgovoril na vaše vprašanje, če takole rečem, pogledajte, vse te storitve, vsa ta tehnologija je vir njenje iz nekih podjetij. In osnovni namen podjetij je zaslužek. Ne? In tle dejansko ni to, a boš ti to sprejel ali ne, boš imel ali ne. Podjetja delajo vsak samo s tem namenom, da ti to vzameš in da jim ti za to nekaj daš. Spravi, denar v večini primerov in seveda tudi osebne podatke, ki jih oni potem seveda pretvorijo spet na tak ali drugačen način v denar. In tukaj bi mogoče bilo samo za spomniti podjetje Apple. Ne? Apple je
v 90-ih letih delal popolnoma na ta sistem. Oni so dejansko najprej ustvarjali neko famo okoli nekega izdelka, da so si ga vsi zaželeli, da so imeli potem tiste dolge vrste v Ameriki pred trgovinami, ker so vsi ta izdelek hoteli imeti. Pa ni bilo popolnoma nič pomembno, a je izdelek dober, a je pošten, kar se tiče zbiranja podatkov in tega, kar ti ponuja, in seveda, kakšna je cena. Ne? Oni so se dejansko lahko zmislili kakršnokoli ceno, ko so uspeli z marketingom doseči, da so si ljudje zaželeli ta izdelek, ljudi ni več zanimali, kaj moram jaz zdaj sprejeti, da bom ta izdelek uporabil. Oni so preprosto hoteli ta izdelek imeti. Ne? In danes se mi zdi, da glavni problem pri tem je pa to, da imamo določena podjetja, ki so absolutno prevelika in nimaš več izbire. Če pogledamo trg operacijskih sistemov mobilnih telefonov, v bistvu dejansko imamo samo enega igralca, ne? To je Google oziroma z Android sistemom. Ja, je Apple z iOS-em, ne? Samo njegov delež je relativno majhen napram deležu Google. Kje je šele pol Microsoft, pa Firefox OS, pa Ubuntu, ki jo razvijajo in še drugi, ki jo razvijajo. Oni so nepomembni igralci. Ne? Glavni je Google in seveda zraven je še Apple. In to je to. In zdaj, ali boste sprejeli, da boste uporabljali telefon od enega ali od drugega, če ne vem, lahko kupite Nokia, staro Nokia, ki ima navaden, po razvoju staro, ne? In sprejmeš pač to. Ne? In to je tisto. Oni pač vidijo tem denar, oni ponujajo izdelke, ki privlačajo ljudi, ostalo jih pa ne zanima. Ne? Denar je vse. Še en poskus odgovora, kje smo zamudili. Po mojem v isti točki, kot bomo zdaj. Ne? Slišali ste, koliko časa je evropski dokument nastajal, da bo zdaj sprejet in v tem dokumentu ni oblaka, ni clouda. Zakaj ga ni? Ga pred 15 leti ni bilo. Ne? In ameriški lobisti, teoretiki, je to isto, ne? Že razpravljajo, da je obravnava podatkov, ki jih imam jaz tukaj na disku, drugačno kot tu, kaj je v oblaku. Ne? Ampak čez 5 let pa vse v oblaku. In če še to pomislite, da bo to direktivo potem treba v 27 članicah implementirati in ti lobisti bojo vsako članico posebej napadli, lahko vidite, kako to gre. Če pogledate, kako so standardizirali konektor za napajanje za telefon, ki je 1000-krat preprostejši od tega problema. Pa to je farsa. Se pravi, nekako ta meni popolnoma nerazumljiva brezzobost teh postopkov, ki velikostnih razredov počasneje tečejo. Ne? In ti avtori tega dokumenta so bili, jaz jih ne poznam, ampak verjetno najboljši, ampak tega takrat ni bilo in kar ni ne može dati v dokumenta. Ne? In ravno zdaj, ker to postaja aktualno, namreč delež podatkov v oblakih, pa število procesorjev na prebivalca, to zdaj stabilno raste. Ne? V Nemčiji je že več procesorjev kot ljudi. Ne? Že precej več, 10 je že številka, še več. Ne? In tudi delež podatkov v oblakih gre gor in to so spet čist novi pravni problemi, ki jih jaz ne razumem niti pod raznim. Razumem pa, da če tega ni noter, da to ne more regulirati. Še zadnje vprašanje? Bi samo gospodu dr. Blažu Venjačiču povedala, da glede tega, da na blagajni dobiste račun z imenom in priimkom trgovke, to je s temi davčnimi blagajnami zdaj pač obvezno, torej prej ni bilo, zdaj je, in če tega ni, je v prekršku tisti, ki pač dela na blagajni. Torej, če je izdan račun, na tu je ime in priimek, če je nekdo drug prijavljen na blagajni, je to prekršek in je z 800 € kaznovan. To je urejeno. Ja, predtem pa ni bilo, ne? Ja, predtem ne. Ste dobili na nekaterih pač na računu je pisalo, na nekaterih ne. Zdaj to morajo imeti vsi. Dobro. Morda samo še kratek komentar vsem gostov, kakšna je prihodnost zasebnosti. To še ne vprašanje? Aha. Mislim, nekaj vprašanje, ne vem, če bom čisto dobro vprašala, ampak tako čisto kratko, ali ima Google in vsi te podobni pač, ne vem kaj, tudi, bom rekla, pogled v naše, ima tudi kamero, ki v bistvu, mislim, tako neumno se mi zdi to vprašanje, ampak jaz sem občutek, da vidijo vse. Mislim, kaj hočem, tudi če imaš ti sklopljeno kamero in vse, ali dejansko imajo v pogled v, ne vem kaj, no,
tako osebno sprašujem to čisto iz enega, kako sem se to začela spraševati, no nimam nobene manje, preganjavice, karkoli, ne. V bistvu sem opazila, da se mi pojavljajo neke slike nečesa, reklame nečesa, o čemer sem 100%, da nikoli nisem z nikomer govorila, kjerkoli po netu, niti osebno mislim in mi to tudi ne predstavlja težave, ampak dejansko se neka reklama za nekaj non-stop pojavlja. In tako specifično, no, in mi je to tako nenavadno. Tehnično gledano, to, ne vem za vaš primer, ampak v veliki verjetnosti ni posledica kamere, ampak nečesa, čemu se reče, ne znam po slovensko, cross-domain recommendation. Danes se veliko dela na postopkih, da bi pogruntali iz okusa vino na okus avta. Se pravi, ker je problem teh podatkov, da so redki, ker nažalost en kupuje sam vino, drug pa sam avte in je treba to zdaj nekako pogruntati. In to deluje boljš in trenutni mehanizmi, kakor je meni znano, temelijo bolj na tem. Da bi nekdo kamero vklapljal, Google ne. Ne rabijo je to taka tveganja, ker to bi bilo za njih prehudo, ker je treba vedeti, da bi oni lahko še veliko hujše stvari delali, ki jih ne bi bilo strah tega, da bo zaupanje kupcev padlo. Oni to zelo natančno merijo, how far to push it. Niso nori in ne tišijo, lahko bi še veliko več naredili, ampak vejo, da nekje je meja. Tudi telekomunikacijski operaterji, zdaj vsi ta veliki so izjavili, da uprava ne upravlja več podjetja, ampak kupci. Se pravi, ena slaba novica na Facebooku, na svetovnem nivoju od enega operaterja, se drug mest na dohodkih pozna. So zelo pazljivi in Google ne vklapa kamer. Mogoče pa kakšna lumpasta aplikacija, to pa nikoli ne. To sem vprašala res tudi zato, ker sem se ukvarjala z spletnim oblikovanjem in sem kar nekaj slišala teh stvari na to temo, ko je vprašanje večkrat. Vem, da neke možnosti so, pa me zanima, kakšne so. No in samo za zaključek, kratek komentar na prihodnost pravice do zasebnosti, kakšno je? Jaz mislim, da ni izgubljena, da ne bo izgubljena, ker če bomo izgubili, pa smo izgubili sebe. Pravica do zasebnosti je temeljna človekova pravica in že sam ta včasih koncept varuha zasebnosti, včasih slišimo, da ti si pa za zasebnost. Ja, kaj pa ti nisi za človekove pravice, kako je sploh možen ta drugi aspekt. To jaz mislim, da ne bomo izgubili, da bo vedno, ampak se bomo pa sami odločili, koliko bomo imeli, jaz upam. Problem pa, kot rečeno, je pa v tem, da jo zelo slabo razumemo, da je zelo zadeva subjektivna, da je zelo relativna, da se tudi skozi čas zelo spreminja, da sploh ne vemo, kdaj smo preskočili iz ene faze v drugo. Recimo, čisto en hiter primer, koliko od nas se zaveda, da ko menjamo program na daljincu, da operater naš to ve, da mu ni treba več plačevati panelu gospodinstv, kaj pa kaj gledate, ampak da v bistvu te podatke sami prostovoljno talamo vsakič, ko pritisnemo gumb na daljincu. Nehali smo biti anonimni gledalci televizije, nehali smo biti anonimni nakupovalci, naši nakupi grejo v baze zvestobe. Zaenkrat smo recimo, da še anonimni vozniki, ko bo enkrat elektronsko cestninjenje, bo nekdo hotel, mogel vedeti, kje in kdaj se vozimo. Ampak kot rečeno, sami si bomo odrezali ta kos pogače, ki ji rečemo zasebnost. Ja, jaz se strinjam s tem, da si sami krojimo točko, do katere lahko razdajamo svoje podatke. Žalostno je to, da ne razmišljamo o prihodnost, ne razmišljamo, kaj se bo zgodilo s temi stvarmi, ki jih danes objavimo na internetu, s katerimi se mogoče pohvalimo ali koga hočemo nekaj opozoriti. Ker vsebina, ki jo damo na internet, je ko, če dan za primer zobno pasto z lahkoto, stisnemo ven, ampak notri ne moramo več zatlačiti. Kot je bilo prej rečeno, karkoli damo gor, nekdo ima lahko na disku, lahko uveljavljamo to pravico do pozabe, ki je zdaj aktualna, ampak vseeno, nekdo lahko nekje nekaj ima in v nepravem času lahko to lansira. Se pa tudi glede tega nadzora, ki je bilo prej, recimo, ko je gospa izpostavila te kamere, živimo v takem času, da je nad nami oko, ki gleda, ni videno, če tako je malo poetično. Nikoli ne vemo, kje nas kdo opazuje. Gremo na kakšno žurko, mislimo, da se lahko sprostimo, nekdo nas slika, drugi dan smo na internetu, postane stvar viralna, ali pa preko je kolega iz safe.si dal za primer to sekstanje od najstnikov
Pač trenutno sta dva zaljubljena, se pošiljata na pomanjkljive slike, opolske, kakršnekoli. Dokler sta skupaj, je to vse super in prav, ko gresta narazen, nekdo je vedno užaljen, razjarjen, jezen, kakorkoli, se mu hoče maščevati in pridemo potem do te maščevalne pornografije, ki smo jo tudi v Sloveniji, mislim, da 2 leti ali 1 leto nazaj, do popolnosti spoznali s tem primerom tega ravnatelja iz Maribora, ki je naredil samomor. In teh primerov je ogromno po svetu. Eden, recimo, ki je najbolj tak v nebo pijoč, Kanačanke, Retih Parsons, ena majhna najstnica, pač 13-14 let stara in z nekom četela po internetu, ta jo je prepričal, da dvigne majico in mu pokaže v prsi, ona je to naredila, ta čas je stisnil print screen in začel pošiljati slike njenim prijateljem. Družina se je preselila iz ene ameriške države v drugo, stvar je prišla za njo in do konca jo je pregnalo do te mere, da je naredila samomor. Ampak predtem je pa še svojo zgodbo objavila na YouTubeu, mislim, da je še zdaj gor, kjer pač s temi napisi pove celotno zgodbo in na koncu pač naredila samomor. In pač naša naloga je, da o tem govorimo, se pogovarjamo, kot se danes tukaj in osveščamo ljudi. Za zaključek najprej, ker sem bil nekako kot iz tehnologije povabljen, zamudili smo tudi akademiki, ker je definicija, matematično-algoritmična, natančna definicija za privacy, se pravi differential privacy, je stara samo par let. Se pravi, to je pomembno, se pravi, natančna formulacija govori o tem, koliko se zmanjša varnost, če dodaš enega uporabnika. Je predvsem matematično zapleteno, je pa to indikator, ker je tako pozno to prišlo ven v computer science, da se na to ni resno gledalo. Se pravi, tudi sama tehnologija, razvoj ni na to resno gledala. Mislim pa, da je lahko na to zadevo gledamo pozitivno zato, ker rešitve vidimo, da so možne, še vedno pa seveda ne vemo, kako jih implementirati in možnosti za pozitivne zadeve, mogoče še za, rečemo, bolj svetu konec, še katero lahko povemo iz svetovalne storitve, ki so blizu medicini, se pravi, te pikne klop, pošlješ slikico in sistem avtonomno razpozna, kakšno je tveganje in ti svetuje, skoraj gotov je v redu, pa 5 stopenj vmes, na koncu pa sigurno moraš iti k zdravniku. Take stvari bodo koristne, tehnološko so popolnoma rešene za implementacijo, se pravi, vse, kar smo danes govorili, pa seveda ne. Smo pa zagotovo pozitivni, ker nekako rešitve vidimo. Težavne so pa seveda zato, ker so mogoče najbolj interdisciplinarne zadeve, ki so kadarkoli bile. Se pravi, od pravnih, tehničnih, socioloških in tako dalje. In je ta zalogaj tudi za sodobno konstelacijo znanosti in raziskav enostavno prevelik, glede na tempo, s katerim se dogaja. Ampak rešljivo pa bo. Glejte, tehnologija, ki jo imamo na voljo, je po eni strani super. Kako jo uporabljamo, je pa druga zgodba. Jaz bom takole rekel, čisto za konc, ne bom dolg. Ko boste naslednjič objavili nekaj nekje na internetu, prek telefona ali prek računalnika na družabnem mrežu, dajte preden stisnete pošli ali objavi, čakajte 15 sekund. Po tistih 15 sekundah pomislite, kaj pomeni, če to objaviš na internetu. Doskrat se bo marsikdo, sem prepričan, ustavil in tistega ne bo objavil. In to je tisto. Dajmo mi paziti, kaj mi objavljamo, dajmo mi paziti, kaj mi dajemo na internet, kaj komu zaupamo, pa mislim, da bojo zadeve veliko lažje, pa predvsem imam težav za vse. Hvala. Hvala. Cenjeni gostje, dragi poslušalci, želela bi se vam zahvaliti za vaš čas in dragocen prispevek današnjemu pogovoru. Hvala tudi Centru Mladih Koper ter Radio Capri za medijsko podporo. Želim vam prijeten preostanek večera.